treba je odstraniti vso to drevje, treba je odstraniti nevarne krošljive elemente, se pravi te skalne masivne bloke, potem pa se v bistvu lahko začne sidrati in postavljati ustrezne ukrepe, kar se tiče zaščite brežine. Ustrezne ukrepe, kar se tiče zaščitne brežine. O kakšni zaščiti govorimo? Na obcestne brežine se bo namestilo navadnih pocinkanih mrež v površini okoli 1200 kvadratnih metrov. Navadne pocinkane mreže kontrolirano vodijo kamenje do vznožja brežine, to so manjši odlomi, manjše kamenje. Namestile se bodo tudi visokonatezne sidrane mreže v površini okoli 3000 kvadratnih metrov. In ravno tako so tudi visokonatezne sidrane mreže na portalu predora, pa na obokih predorov so tudi postavljene, pa mislim, da v skupni površini 280 kvadratnih metrov. In potem so tu dela, ki zahtevajo s plezalnimi veščinami usposobljene gradbenike. Na zalednih brežinah se bo nameščalo pa podajno-lovilne sisteme. 1000 kilodžulski podajno-lovilni sistem, se pravi podajno-lovilna ograja, zadrži 3,2 toni skalne gmote, ki preleti v ograjo s hitrostjo do 90 km/h. Ampak kaj ti plezalci počno v steni? Vrtajo z gigantskimi vrtalniki. Izvrta se vrtine v brežino, nekje v premeru 9 cm se te vrtine. Sidra se namešča v odvisnosti od gostote posameznih skalnih gmot na brežini. Gostejše so te skalne gmote, gostejši je tudi raster sider. Prenova te slikovite ceste je zdaj v prvi, pripravljalni fazi. V tej fazi se vozišče v celotni širini zaščitilo s tamponskim slojem. To je cirka 20 do 30 cm drobljenca neutrjenega. Po zaključku teh del, se pravi, ko je možnost padanja na cesto zaključeno, se to odstrani in v tej prvi fazi je zato tudi potrebna popolna zapora. Cesta bo popravljena do februarja. Upajo, da še kaj prej, ampak pri teh delih je veliko odvisno od tega, kako bo huda jesen in zima. In če drugega ne, se morajo gradbeniki prilagajati tudi rožicam. Eni še prav posebej. Imenuje se rebrinčevo-listna hladnikovka.